prišel, je na grešni svet, nas odrešit in nebesa prav za nas odpret. Božiče, Božiče, veselimo se, Božji sin rodil se je, da ljudi odrešil se. Božiče, Božiče, veselimo se, Božji sin rodil se je, da ljudi odrešil se. In postrijem se, zadrhtim srce, zahvalili so Bogu se za vse, kar so slišali in kar so videli. Vse bilo je, kot so angeli povedali. Božiče, Božiče, veselimo se, Božji sin rodil se je, da ljudi odrešil se. Božiče, Božiče, veselimo se, Božji sin rodil se je, da ljudi odrešil se. Zvezde svetijo v noč božično to, angeli nam mir ozvonili so, prav zato zdaj mi njemu pojemo. Jezusa častimo, saj ga srčno ljubimo. Božiče, Božiče, veselimo se, Božji sin rodil se je, da ljudi odrešil se. Božiče, Božiče, veselimo se, Božji sin rodil se je, da ljudi odrešil se. Lepo pozdravljene, vsi prisotni, draga cerkev, sosedje, pajdaši. Lepo je, ko smo na sveti večer skupaj v cerkvi, da skupaj poslušamo pesmi, da uživamo eden z drugim. Jaz smo danes tako šel malo kombinirano predigo. Glej sem prelej tamore pravo, tako sem zakompliciral, ko ne vem, čemu se sam vyrazimo. Ne, Božič, oziroma predbožični čas je tak. Deca, što od vas je pisal seznam želja? Ne je pisala. Čul sem enkrat eno zgodbo, ko je prišel dečko k mami pa pravi, mama, tisti avto na daljinsko leko brišeš do seznama, že sem ga videl, kako ati v omari ima. In tako hitro se je skrivnost Božiča razkrila in mogoče ne vem, kako ste bili uspešni, tamo kasneje bili, da bomo darila odpirali v skrivanju božičnih daril, če nam je gratalo presenečenje obdržati skrite kakole, ampak to presenečenje ostane skrivnost, pa naj bo kakšno koli že, vse dokler ga gor ne odpremo. Dokler ne odpremo, tak čaj je skrito, tu imamo tudi darila. Znate, deca, ko je noter? Znate? Ne, ampak te kasneje videli. In Božič, praznik ima nekaj skrivnostnega, ne? Predvsem za deco, sicer mi te starejši smo ti rode, takšna deca malo vekša, ne? In praznik je težko pričakovan in ne vej se, štere žele se izpolnilo, ko se skriva pod jelkov in tudi če tom že vidimo darila, kot zdaj, še itak ne vemo, ko je noter. Pri nas je gnežena vola gratala. Geščin to zdaj gor odpreti, domu to odpirali, ampak počakaj. Kaj ti ne vemo, ko se skriva iza tega papira, iza tega blišča. Da skrajšam, z odpiranjem darila se razodeva skrivnostna vsebina, ki je nekak, ki ti to kupo dal noter. Pa ima to kakšnega opravka z rojstvom Jezusa. Pa saj praznujemo to na Božič, ne? Ukrašene jelke takrat v štolek višno ne bilo. Bila so pa darila. To znamo, da so trije modrijani prinesli darila. In to je bil Jezus. To je bil tudi težko pričakovani čas za ljudstvo tistega časa, kajti napoved rojstva Jezusa je bila pred 100 letami že
napovedan, niso pa znali dom. In skrivnost Božiča je bila v tistoj betlehemski štoli in bilo je nekaj drugačnega. Kajti tom je bil son Jezus, ki ga je naš nebeški oče non podaril. Ne je bil zaviti v darilni papir, ampak je imel planice. Kakorkoli, to se mi v Božiči dajemo ali podarjamo najrazličnejše stvari. Jih dajemo zaradi tega, ker se s tem tudi spomnimo, da nam je Bog dal tudi največjo darilo. In to najbolje tudi smisel tega obdarovanja. In to osjećam za vse nas, da je Jezus današnje darilo podnošil v božično veljkov, šterega nam je nebeški oče že dal. In zdaj, da to razmišljamo tako, ali se je Jezus v tistem času, oziroma Bog, zavil v človeško podobo, da igra to človek. Ali je Jezus kot Bog potem v enem človeškem ovitki, ali dela skrivnost iz sebe. In današnji tekst zapredgo uči o tem, to je govora, da je Kristus kot človek prišel na zemljo in da je v tem to ena velika skrivnost. In ta skrivnost se je pa kot skrivnost ali tajna ne obdržala. In to štejemo v 1. Timoteju 3:16. Nedvomno je velika skrivnost prave pobožnosti ali vere. On je bil razdet v mesu, potrjen po duhu, prikazal se je angelem, oznanjen je bil poganom, svet je vanj veroval, povzdignjen je bil v slavo. Draga cerkev, dragi prisotni, tu piše povelj o enoj velikoj in enkratnoj skrivnosti vere in potem našteva 6 različnih stvari, ki bomo kasneje pogledali. Tu je to resen, da govori o Jezusi kot skrivnosti. In v betlehemski štoli se je razodelo podobno kot pod božično veljkov, ena dolgo pričakovana noč, da bomo lahko odprli. Nekaj se je zgodilo, nekaj posebnega, ljudje so to čakali, niso pa znali, da bude. Ampak Bog takrat ob rojstvu Jezusa nam dejansko pokazuje, što je on. Bog sam sebe nam podarja. Bog oziroma Jezus nam je pokazal svojo naravo, svoje srce, svoj ljubezen do vseh nas in predvsem to, da je on Bog vseh ljudi. Vse to so skrivnosti, štere so bile za Jezusom razkrite, odprete, postale vidne. In Božič je počel to, da otroci odpirajo svoje darila, bar pri nas je to. In da nekako odprej gor, ne more se včakati, hitro beži do dedeka, atija, mamice, nevažno koga, glej, ko sem dolbo, ko si pa ti dolbo, hitro še to dole povedati, gučati o tem, se veseliti, primerjati. In podobno je bilo takrat tudi v Betlehemu. Pastirji so bili na poljanah in oni so polni navdušenja šli in pripovedovali, ko se je z njimi zgodilo. Kajti oni so šli in v betlehemski štolici odkrili eno skrivnost. In to je tako, če bi odpirali darila. Nekaj je tu, nekaj se našli, vsa napetost, vsa nervoza je spadnila. In ko so pastirji videli to, lahko pogledamo to v Lukaji 2, par vrstic mu sledili, ko so angeli šli od njih v nebo, so pastirji govorili drug drugemu. Pojdimo torej v Betlehem in poglejmo to, kar se je zgodilo in kar nam je sporočil Gospod. To je bilo po noči. Zakaj so se pastirji odpravili po noči na pot? To je bilo v nasprotju z njihovov navadov ali naravov. Zakaj? Razkerali so to, da so vse, ko so imeli svoje ovce, so zapustili, lahko bi prišla kakšna zver, lahko bi šli tatove in zgubili bi svojo eksistenco. Vse je bilo okroženo. Ampak ne so mogli drugače. Lahko bi pravili, ajde, obrnemo se malo na drugo stran, pa še malo zaspimo, počakajmo, ko grata svetlo in uživali bi še v zvokih
čudovite pesmi, štero so jim angeli prelez popevali, ampak ne je šlo to tok. Bili so najgere, bili so radovedni in ta radovednost jih je gnala. Ščeli so videti, če je to resen istina, ko so zdaj pastirji pravili. Ščeli so videti tega otroka, ki je v planice povite. Ščeli so videti to, ko so tako dolgo pričakovali. Hitro so odšli tja in našli Marijo, Jožefa in dete položene v jasli. To je poročilo štaropise, ko se je zgodilo. In ko so potem napravili, šli nazaj spat, ne? Ne, šli so in so naprej pripovedovali. In mogoče to poznamo pri nas, da nekaj doživemo, da nekaj čujemo, da nekaj vidimo, to ne moremo zadržati za sebe. To hočemo hitro povedati drugim, skrivnosti, ki se razdela, ne znamo zadržati za sebe. In pasteri so glih tako ne mogli noček. Enostavno so šli in o rojstvu Jezusa Kristusa povedali vsem. Štirimi so se srečali, 17. vrstica. Ko so to videli, so pripovedovali o besedi, ki jim je bila rečena, o tem otroku. Oznanjali so sporočilo, šterega so čuli od angelov. Gučali so o tem skrivnostnem darilu, ki se je zdaj odkrilo. Šterega so dobili, videli. Gučali so o tem, kako blizu so leko zdaj oni prišli do samega Boga. Gučali so o resnici, štera se je izpolnila, da se je Božja beseda izpolnila, da se je Božja obljuba izpolnila. Gučali so o tem, ko so doživeli. In vsi, ki so slišali, so se čudili temu, kar so jim povedali pastirji. Ja, razkrite skrivnosti zbujajo včasih začudenje, včasih presenečenje, včasih veselje, včasih smo pa, da se kaj zvej, tudi leko zgroženi, ogorčeni na tem. Marija pa, da je vse te stvari poslušala, pa je to zapisano, Marija pa je vse te besede shranila in jih premišljevala v svojem srcu. Celo za Marijo je vse to, kljub temi, kaj je bil Jezus napovedani, da je angel prišel, ampak vso to dogajanje je za njo verjetno bilo preveč, bi mi pravili. Ampak ona je vseeno to vsrkala v sebe, o tem premišljevala. In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli. Nedavno nazaj sem zasledil eno zanimivo zgodbo, Tamara eno že pravila, gremo gnez dvej ponico. Ena učiteljica, pri nas bi to bilo prve triade, in seveda v Ameriki je to bilo, je svojim otrokom svojega razreda razkrila eno posebno skrivnost. In sicer, da jim darila, ki jih za Božič dobijo, ne nosi debele dedek z velikov bradov, štere se skozi raur spesti noter. In da je to že gučalo o tem, o tej skrivnosti, je še deci razložila, da tudi za vuzen zavce belice ne nesejo in da Miklavž, če pride ali pa parkl, da je to nekako oblečene, da se ne treba bođati. Razložila je stvari, za štere so deca mislili, da živejo. In znate, ko se je zgodilo? Bili so starši ogorčeni. Tudi vodstvo šole je bilo ogorčeno na to v potezih učiteljice. Kajti, zlomila je sanje otrok, pričakovanje otrok. Toliko so jim vsi pravili, kaj je istina, da dedek Mroz prije skozi na ror, tega nega. In učiteljica je zgubila službo, kajti nekaterim je bolj pomembno, da njihova deca žive v enoj mističnem svetu, v lepom, polnih vil, princes, barbikov, kenov in tako dole, kot pa da bi dejansko znali, kakšno je življenje. A je skrivnost Božiča, šterega nam Bog po Jezusi razodeva, tudi takšen. Tudi tu je nekaj mističnega noter. In kako leko je to mogoče, da se je mogočen Bog grato eden ranljivi, majhen
otrok položen v jaslih, ki lula in kaka v planice. Če ne bi to bilo, ne bi trebalo planic. Bil je človek. In zato dan danes mnogi to neščejo. Tudi v tistem času je to bilo, to so ne mogli sprejeti in so živeli v eno napačnost predstavi Boga in ne morejo enostavno vrvati in sprejeti tega dejstva, da je Bog, ki je ustvaril nebo in zemljo, postanil majhen otrok, darovan ljudem. Janez 1:5. In luč sveti v temi, a tema je ni sprejela. In te v 10. vrstice naprej. Beseda je bila na svetu, in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. V svojo lastnino je prišla, tudi njeni je niso sprejeli. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime. Draga cerkev, Bog nam je razodel eno veliko skrivnost. To pa ne pomeni, da se vsaki človek zaradi tega še tudi z njim srečate. Tudi gnezdenje je to, kot je takrat bilo. Mnogi neščejo spremeniti svojega mišljenja o Bogu, ki je hudoben, ki je mogoče dolgočasen, o Bogu, ki je kriv za vso trpljenje, štiri se gnezde na sveti dogaja, o Bogu, štiri vlada za eno vtrdov, strogov rokov. Rajše imajo takšno predstavo, kot pa, ko bi si pomislili na to, da je resen Bog, grato človek, ki se pozanima za vsakega posameznika. Rajše imajo Boga kot za eno dobro energijo, pozitivno energijo, nekšo nevidno silo, kot pa, ko bi se sprijaznili s tem, kaj je Bog, grato človek, povit v planice. In ta skrivnost se je tistega dneva nekaterim razodela, kajti Bog je dejansko grato človek. Še ena zgodba o skrivnosti Božiča in ta pripošlje v tej koncert. In sicer en Adrian Price iz mesta Edmonton v Kanadi, to je že nekaj časa nazaj, je pred 48 leti dobil za Božič darilo od svojega dekleta. Takrat je bil 17 let star. To, ko se je zgodilo, ona ga je tik pred božičnim večerom zapustila. Bil je zelo razočaran in si je pravil, tega darila nikoli ne bom odprl. In to je tudi napravil. Ko pa je napravil? Vsako leto znova in znova je to darilo postalo pod jelko. Vse dokler je ne to svodilo njegove žene. Pa pravila, zdaj henjaj sten, dojde, zdaj imaš mene. In on je takrat nehal s tem. Po 47 letih je si pa mislil, da bi rad vseeno spoznal to deklo, ko je z njej igratalo, kje je bila in darila še vedno ne odprl. Pa pravo, za najni 50. jubilej najnega razhoda v darilo skupaj gor odprla. Ampak te gospe je najnojšel, darilo je ostalo zaprto, še vedno pri njemi. In tej Adrian, on je v bistvu, niti ga tako ne zanimalo, kaj je noter, ko je noter v tom darili. Ampak za njega je samo bilo pomembno, ges to tu imam, kot eden lepi spomin, mogoče na lepe trenutke svoje mladosti. In dragi, mnogi izmed nas z Božičem delamo tako. Darilo šterno je dano. Vsako leto znova in znova, ko ste tu, si postavimo jelko, si okrasimo kuće, napravimo zabave božične večerje. In pozabimo na to, da bi to darilo odprli gor in se zadovoljimo s tem. In za nas potem ostaja tole ena lepa tradicija, štera je negovana, štera je mistična, skrivnostna, ampak na stran odrinjena. Če bi za Božič bilo vse pri Bogu, oziroma vse razkrito,
ko je tu tudi zapisano. Če bi nam bilo vse jasno, kajti prešteli smo v teksti, da je velika skrivnost vere. Če bi takrat se vse razkrilo, zakaj bi potem to Pavel pisal 50 let kasneje, da se je Jezus že rodil, pa pravi, da je tu še vseeno dosta skrivnostnega. In da bi to dali si odgovor na kratko, mu probo to razložite. In sicer znate, obstajate dve vrste skrivnosti. Eno je to, da določene stvari štere znamo, oziroma znajo, samo določene skupine. To so skrivnosti, top secret bi pravili, to znamo. To so stvari, štere se dogajajo za zapretimi vrati. S šterimi so seznanjeni samo par ljudi. To se dogaja v politiki, v vojske, James Bond 007, vsi ga poznamo, je to imel, dogaja se v tajni službi. In če govorimo o tej skrivnostih, potem je ta skrivnost za določeno skupino, sem že pravil. In tudi Bog ima eno takšno skrivnost. Ko mislite, ko? Točno tako. Nihče razen Boga ne ve časa njegovega ponovnega prihoda, to samo tako malo vribne. Ampak skrivnost o Jezusovem prihodu je bila tudi takrat, dokaj se to ne zgodilo, ena skrivnost, ampak ta je ne bila namenjena samo za eno določeno skupino ljudi, ampak ne. Angeli so na ves glas popevali, oznanjali prihod Jezusa. Pastiri smo prelečili, so šli, so oznanjali vsem koli, noj se zna, da je Jezus rojeni. Jezus, son, je kasneje javno deloval in oznanjal, zakaj je prišel na zemljo. Jezus je kasneje svoje učence poslal prav, ite in oznanjate, noj se čuje to veselo sporočilo, da je Bog iz ljubezni prišel na tej svet. In zato tudi Božič dan danes prazujemo čim bolj javno. Noj se čuje, da Jezus ljubi vsakega izmed nas. Zato vidimo tudi dan danes na omrežjih, na Facebooku, Twitterju, WhatsAppu, kjerkoli se širijo biblijske vrstice. Zato je Bog tudi nam dal knjigo, što je še itak najbolj tiskana, najbolj brana knjiga v vsej zgodovini, Sveto pismo, da se širi tako, se je zgodilo. To vrsto skrivnost nam je Bog za Božič razkril. Obstaja pa ena druga skrivnost, ko štero piše Pavel tu. In ta je bolj tudi malo mistična, je skrivnostna, ker mi še vsega, ko se dogaja, ne razumemo ali pa ne dojamemo. Ali lahko vi razumete, ali dojamete velikost vesolja? Ali lahko razumemo globine oceanov, oziroma ko se vse to skriva? In to ne zato, ker bi nam to šel nekako zamočati, ali pa ker bi se za te nekaj skrivalo, ne, ampak zato, ker smo to še ne raziskali, ne smo to še odkrili, ne smo v stanju, ker bi vse to videli. In takšne stvari so velikokrat dosti večje, kot pa si mi mislimo. In da Pavel piše o skrivnosti vere ali pobožnosti, potem tu goči o Jezusa. In dostakrat si mi mislimo, ko znamo, ja, rojen je bil v Betlehem, živo je, potoval je, ozdravil je, mrl je gor, ampak ne, v vsem tem je skrito dosta več. V tem vsem je dosta mističnega, nedojemljivega. In znate, Jezus je edini posrednik in edina pot za tebe in za mene med nebom in zemljo. In če točneje pogledamo te tekste, da ga tu Pavel piše, vidimo tu teh 6 stvari, které sem začetku omenil, če ste pozreli, ko sem pravno. In tako pravi, smo prevešteli, nedvobno je velika skrivnost, ta je mogoče prvi tekst, imaš gor, ok. Prave pobožnosti oziroma vere. On je bil razodet v mesu, to se je dogajalo na zemlji. Potrjen je bil po duhu, se je dogajalo v nebi, povezava. Prikazajo se angelom, to se je dogajalo v nebi. Oznanjen je bil poganom, se je dogajalo na sveti. Svet je vanj veroval, se je dogajalo na sveti. Povzdignjen je bil v slavo, v nebo. Tu vidimo, da je Jezus
ta naša povezava med zemljo, med tem, ko smo, kje smo in nebom. V Jezusu je Bog prišel na zemljo, v njem nam je postalo vidno, da je to, ko je v njem se zgodi, oziroma ko mi za njih napravimo, to ima vpliv tudi v nebi. Če ti dan danes Jezusa ne sprejmeš kot svojega obdrešenika, če on je gospodar tvojega življenja, potem tvoje življenje nema nobenega vpliva v nebi. To je dejstvo. V Jezusu imata nebo in zemljo povezavo in samo v njem. In to je ta skrivnost. Najti to, živeti v tem, kajti določenih stvarih ne razumemo, težko jih je. In zato ti Pavel piše, da je skrivnost v pobožnosti ali v vere. Torej, vera ostaja skrivnostna. Kajti ona je več kot le to, ko mi vidimo, znamo in podoživimo. Što pozna Jezusa in pravi, ko ga pozna, ne ve in ne razume vsega. Jezus je delovanje med nebo in zemljo ostane misterij in skrivnost, ponavljam, in ta skrivnost spada k veri in verjetno je to dela tako napeto. Toda prav ta skrivnost mora biti oznanjena. Mi moramo oznanjati, da je Jezus edina pot, resnica in življenje. Vsak, ki to čuje, bi mogel to tudi spoznati. Kajti ta resnica je ali ta skrivnost je ne samo za določeno skupino izbranih ljudi, ampak je za vsakega človeka. In da se vrnem k našim darilom in s tem končam, da mi za Božič dobimo darila in jih odpiramo, pri tem odkrivamo skrivnost, ki se skriva iza papira. In ko se lahko zgodi z darilom, štiri smo ga prijeli. Včasih, kad delamo kroj in ga odložimo, spomnim se naše dece, pa to že mom. Ali pa mama pravila, da to ga ne smem jesti. Včasih smo kakšne takšne izpade tu imeli, to, kad je bilo se malo rdeči igrati, da je štiri to pravo. Darilo, ki ga odpremo, se dolgočasimo, ga odložimo. Potem obstaja mogoče darilo, štiri smo na kratek čas navdušeni. In potem ga odložimo kroj in je zbiralec praha na nekši policiji ali kot je znon. In prelejali kasneje, do ženske ponovadi ramajo, ko je kroj, ide v vrečo pa dole. Ne? Lahko pa je nekaj tudi takšnega, ko smo si dolgo želeli. Darilo, što ga nam podaril nikak, ki nas pozna, ki zna, ko mi imamo rodi, ko bi mi imeli. In ob tem darilo uživamo in se ukvarjamo. Znate, to je kot deca, štiri se ne dajo to hitro zmotiti. Što pozna Lego Technics? Ko vi starejši, roke gor. Što pozna? Okay. Poznate to? To samo dela. Samo ga ne vem. Vidite? Ko še jim povedate? Poznate to? To je bilo nekaj podobnega. Ali pa druge stvari. In par takšnih škatelj še gej doma. In znate, da naša deca, zdaj konkretno povem Jono, da je dobo tega bagera ali kot tako gej, je bila v tej obliki. 2 dni se je ne dal zmotiti. Dokaj če ne sestavo vsako posamezno kocko in igratala igrača, šterov se še zdaj, pa to že kar nekaj časa gej, rod špila. In znate, darilo šterno Gospod daje je tak, da bi pa mi znali iz te šalate, kaosa, sestaviti nekaj lepega, dobrega, nič samo za svoje življenja, dobra navodila. Mislim, da nišče od nas to ne bi sestavil brez navodila. In da bi to sestavili, dragi moji, ne vem, če ste to že imeli dobro, kaj? Vidite, tako dolgo navodilo. Celo bukvo in če eno kocko napravite noček, pa ne opazite, morate nazaj vse podelati, ne to ima tisti čas to delo.
Znon. In znova in znova. In tu Pavel piše, da je to skrivnost vere. Dragi, mi znamo, da kupimo škatlo za Lego Technics, ki je v njej gor narisano takšo igrača. Mi znamo, da se da to napraviti. Ampak, če se mi nemo v svojem življenju ukvarjali z Bogom, ga raziskovali, svoje življenje gradile po njegovih načrtih, ki jih je zapisal v Božje besede, poznamo vsi knjigo, da je zdaj v rokah imel, poznamo, potem iz našega življenja ne da nikoli nastala lepa igračka, ampak ostane le kup, kock, kaos, zmešnjava in dosta kreganja doma, za koje smo to pospravili, ko se posledik taleši. In draga cerkev, ne vem, kakšen je tvoj odnos z Bogom, ampak v tom božiče nas vse resno vabim k temi. Kad se ne zadovoljimo s dejstvom samo, kad je Jezus nekdaj bil rojen v štole, ko smo se pri veronauki včeli in najvažno v štero cerkev hodiš, ampak da začneš odkrivati, spoznavati to skrivnost vere, spoznavati Boga, ki je ljubezen, ki je zaradi tebe prišel na to zemljo, da bi tebe odrešil. Amen. Što ima volal skladati, da se lahko vzimeš škatlo sledi domov? Samuel Jagučo, kar se ništerni daril, razveselimo. In tate so darila tu štere nekako potrebuje, nuca. In tok smo mi zvedli, ništerni Samuel je zvedel, kar nekako nuca eno donacijo. Smo se te odločili, kar društve izhod podarimo tisto ko nuca. In zdaj te videli, kako so se zahvalili za to, ko unenucajo in smo mi poskrbeli za njih. Dragi bratje in sestre iz Nuskove, tu se vam oglašamo s Team Challenge Slovenija. Hočemo se vam res zahvaliti za to izredno donacijo, da bomo na toplem spali to zimo in še naslednje zime. Res ste daleč po kilometrih, ampak blizu do našega srca. In vaša dobrota vas vedno prihiteva. In se vam hočemo zahvaliti in vas blagoslavljamo v imenu Očeta, Sina in Svetega Duha in izrekamo resnično veliko zahvalo vsej skupnosti v Nuskovi. Hvala vam. Hvala.